Evo, dober večer in lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli v hotelu Oskar, tukaj na Zaplati. Jaz sem Jure Pavšek, sem vodnik agencije Oskar in bom danes predstavil eno od svojih študentskih potovanj, in sicer Camino. Če poznate kaj koncept Camina, gre za romarsko pot, ki v originalu poteka tam iz špansko-francoske meje v Pirenejih, iz ene vasice in potem vso pot do Santiaga de Compostela, to je eno mesto v Galiciji, kjer naj bi po legendi bil grob apostola svetega Jakoba. Zdaj jaz nisem prepešač v tej poti, kajti Camino je, kakor lahko vidite na temle zemljevidu, ki ga imam gor, menda preko 70 različnih vrst. Tisti najbolj znani je torej tale, Camino Frances, ki gre tukaj iz Saint-Jean-Pied-de-Port, pa vso pot tukaj mislim, da okrog 800 km, vse do Santiaga de Compostela v Galiciji. Potem so pa znane različice še Camino Norte, potem je tale Camino Sureste, ki gre tukaj iz Alicante ali pa iz Valencije, potem gre eden še takole iz Sevilje in pa ena od vej je tudi portugalski Camino de Santiago. Jaz sem si izbral najprej Camino Norte, oziroma takole, najprej sem si izbral Camino Norte, to je tale, ki poteka tukaj po severni obali. Imel sem leta 2021 poleti kakšen mesec prostega časa, nisem vedel, kako bi ga zapravil in sem enkrat čist impulzivno prišel na idejo, da bi pa mogoče se pa lotil jaz Camina. Kupil sem karto, enosmerno, in letel sem semle v tale Santander. Ideja je bila tukaj v Santanderju oziroma majčkeno naprej se pol še zapeljati, potem pa tukaj začeti pot proti Santiagu. Naštudiral sem vso pot, vse etape sem si strukturiral, kje bom šel, kako bom šel. Potem sem pa tisti dan, preden sem imel letalo, malo vreme pogledal, ne. In izkazalo se je, da je bila napoved za cel teden dežja. Jaz si prav zelo želel, nisem cel teden po dežju hoditi cel prvi teden, zato sem pač vseeno mogel leteti na Santander. Potem sem pa tukaj sklenil, da bom malo spremenil plane. Pogledal sem vreme za Portugalsko, izkazalo se je, da bo cel teden sonce, sem rekel super, dober plan. In potem sem tukaj najprej si šel Santander lepo pogledati, en dan sem naredil izlet v Bilbao, potem sem pa ujel Flixbus, ki me je peljal celo pot čez Santiago do Porta. In potem sem se v Portu lotil te svoje poti. Tako da, prehodil sem torej Camino Portugues, ki pa tudi ima ene par različic. Večina se jih začne v Portu in ena gre takole noter po notranjosti, to je ta originalni Camino Portugues oziroma portugalski Camino, potem gre pa ena dost nova različica, mislim, da je od leta 2011, ki pa poteka tukaj iz Porta in gre ob obali. Prvih nekaj dni. Ta ideja mi je bila zelo všeč. Želel sem si pač hoditi ob morju, lep občutek, tam plažice in te stvari. Tudi šel sem zelo na tako študentsko varianto, in sem si sabo vzel visečo mrežo pa armič in je bila ideja kar v grmovju spat, če bi se le dal. In sem rekel, pač zihar bo ob obali kakšen luškan gozdiček, dajmo mi se te zadeve lotiti. Tako da, za tega sem torej sklenil, pripeljal sem se v Porto in tukaj je tudi zemljevid mojih etapic, se pravi, kako sem delal, označena so s pikcami prenočišča, kako je ta pot minila. 10 dni sem rabil, 10 dni tole razdalja je okrog 280 km. Jaz sem si to zadevo zastavil kot potovanje, ne kot romanje, tako da sem vmes hodil tudi si malo ogledovati različne stvari, tako da sem naredil po mojem enih dobrih 300-320 km na celi poti v 10 dneh, povprečno dobrih 30 na dan. So pa tudi od dneva do dneva tukaj kar razlike na tej poti. Taka zelo raznolika, zelo razgibana in pa gre čez dve državi. Takole, vse se je začelo na letališču v Bologni, na katerega sem prišel precej prezgodaj, ene 4 ure prezgodaj sem bil tam, ker sem imel pač tako avtobus. In ker sem imel pač sabo Armaflex, sem si ga kar tam na tla raztegnil, z brisačo sem se malo pokril in še eno kitico odspal. In ko sem se zjutraj zbudil, sta bila zraven mene na tleh 2 jogurta. Tako da nekomu sem zgledal že dost klošarski, da se je sklenil mi odstopiti tale krasen obrok, ki mi je potem prišel zelo prav še. Bilo je vse to v času korone, tako da celo letalo sem imel praktično zase. Mislim, da nas je bilo enih 5 na letalu. Tudi linija je taka precej naključna, Bologna, Santander. Ja,
bilo je zelo zanimiva izkušnja, no, tale Ryanair s praznim letalom. In potem sem prišel v Santander, tako zelo prijetno mesto na tej severni španski obali, precej industrijsko, precej ribiško mesto, ena lepa cerkvica svetega Andreja je tukaj. Ima en tak precej prijeten stari del mesta, tej pač klasični španski, malo višje stavbe, tiste tlakovane ulice. Meni najbolj zanimiva stvar, poleg, tole zdaj kažem, torej tole cerkev svetega Andreja, najbolj zanimiva stvar mi je bila pa tale fantastična obala. Gre za ene take polotoke, gor kakšen svetilnik, vmes pa take fajn mivkaste plaže. Žal je voda zelo mrzla, ker je to Atlantik. Toliko mrzla celo, da imajo takole kar na prostem, samo malo luknje narejene in malo grajce, imajo pingvine v enem parku. Tako da tukaj sem dva sliko. Precej manjša zadeva, kakor si človek misli. Pingvin. En dan sem pa, kakor sem prej povedal, naredil tudi izlet v Bilbao. Tukaj sem s temle jogurtom iz letališča. Mislim, da je bil že en dan čez rok, pa ni bil prav veliko v hladilniku, ampak vse se je dobro išlo. Tukaj je tale slavni Guggenheimov muzej v Bilbao. Taka zelo moderna zgradba tam ob reki stoji. Lepo za videti, noter pa moderna umetnost. Zame osebno to ni, mogoče pa za koga je. Sicer pa bilbaovske ulice, zelo zanimive. Bilbao je del Baskije. Tudi po ulicah je veliko napisov v baskovščini. Baski zelo ponosen narod, zelo zanimiv jezik tudi imajo, ni povezan z nobenim, oziroma ni soroden nobenemu drugemu jeziku v Evropi, in na kar so z Baski tudi izredno ponosni. Bilo je tudi par teženj po odcepitvi v prejšnjih desetletjih, ampak danes je pa to že vse precej pomirjeno. In tudi v Bilbao, čeprav sem zelo vlekel na ušesa, nisem slišal prav veliko stavkov v baskovščini. Menda je zadeva precej bolj omejena na kakšne ruralne kraje, na vasi, na hribe, ki jih je pa okrog Bilbao kar precej. Je pa tudi tukaj, sem že prvič se srečal s temile oznakami, ki kažejo pot proti Santiago. Se pravi, Camino del Norte tudi tukaj čez Bilbao poteka. Takole je označen. Tale je Jakobova pot, se pravi, tole je simbol Jakobove školjke in pa tudi rumene puščice vedno kažejo proti Bilbao. In pa seveda napis po baskovsko in pa napis po špansko. Pot med Santanderjem in Bilbaom je zelo lepa, krasna obala, vmes je pa tudi nekaj, za kar sem tudi odkril svoje veselje na tem potovanju, torej čut za estetiko grdega. Kar precej enih zelo grdih tovarn je na tej poti in iz nekega razloga sem odkril, da me ta stvar, čeprav zgleda grdo, me kar fascinira zaradi svoje grdote. Razumite, če morete. Tudi na poti potem od Santanderja proti Portu, kjer sem torej sklenil začeti svoj Camino Portugues, spremljajo te stvari ob poti. Takole sem prišel v Porto, ob sončnem zahodu, zadnje žarke sem še ujel, potem sem pa naredil še en nočen sprehod po mestu. Žal so slike pač malo slabše kvalitete, ker sem s sabo vzel samo en star zjahan telefon, ki ga ni bilo škoda. Tako da tole je razgled na Porto, ob reki Douro. Zelo zanimivo mesto, na dveh straneh tele reke je postavljeno, znano predvsem po tem, da je tukaj zelo veliko teh kleti Portovca. Se pravi, reka Douro, ob njej so gor vodno so potem vinogradi in potem to vino v sočkih vozijo sem v Porto, kjer se stara, dodajo mu pač še malo žganja, zato da je malo bolj močno in potem to izvažajo naprej. V preteklosti v glavnem v Anglijo, danes pa po celem svetu. In pa znano tudi po temle mostu, ki ga vidimo temle na desni strani, to je pa most, ki so ga naredili, mislim, da eden od učencev Gustava Eiffla, da je zdizajniral ta most. To je bila moja večerja, toast pa en portugalski perček, seveda treba probati, če smo tam. In naslednji dan sem se potem takole z ruzakom odpravil do katedrale. Katedrala v Portu zelo zanimiva, taka malo kot ena trdnjava je. In je tudi imela v preteklosti funkcijo trdnjave. Namreč v tistem času, ko je bila zgrajena, so tukaj kar potekali še boji z muslimani, ki so nadzirali še južni del Iberskega polotoka, zato pač taka oblika. Do katedrale je treba iti, ker tam dobiš eno tako romarsko knjižico,
v kateri potem po poti zbiraš štempilke in na koncu, če vsak dan moraš vsaj 2 štempilki nabrati in na koncu, da se beleži, kje si bil, in na koncu, če vse to prineseš na nek romarski urad v Santiago, dobiš pa eno tako potrdilo v latinščini, zelo zanimivo, da si zadevo prehodil. Te štempilke se dobijo v vse sorte lokacijah, imajo jih lokalčki, imajo jih albergi, to so romarska prenočišča, albergo, tako precej cenovno ugodno, tam do 10-15 evrov največ pride na noč cena. In pa dobi se jih tudi v kakšnih frizerajih, trgovinah, skratka vse sorte. Presenečen si, kje vsega imajo, pa presenečen si, kje vsega nimajo. V glavnem so tudi v cerkvah, sem pa tudi na ene par cerkvic naletel, kjer tega niso imeli. Takole vodi tale pot, najprej prvih nekaj kilometrov ob reki Douro, potem pa zavijemo proti Atlantiku, torej ven iz tega ustja reke in se začne ene 4 dni hoje ob takih le plažicah. To zgleda tako, skozi hodiš po mestu, se pravi najprej malo plažice, potem malo tazgale zelenja in potem se takoj že začne ena taka široka promenada, cesta in potem naselje naprej. Veliko poti je speljanih po takih lesenih potkah, zelo lepo zrihtano in tudi vreme mi je prvih nekaj dni zelo lepo služilo. Se pa malo naveličaš tega vetra. Tukaj iz Atlantika ves čas piha veter in ker ti hodiš samo proti severu, pomeni, da imaš skozi v en del glave ta veter. Majčkeno se ga preobiješ. Je pa lepo, zelo lepo. Skozi takele vasice potem hodiš ribiške, vmes so mreže razstavljene, ribiške ladje, take nizke hiške, čolni, malo jih štrihajo, malo propadajo. Zelo lepo. Majčkeno je včasih sipine in na eni od takih sipin potem pride majčkeno grmovja in sem tudi prvi večer sklenil, da v eni od takih goščav tudi prvič prespim. Zelo prijetna noč, sem pa opazil, da tukaj zelo radi živijo zajci. Tako da, ko si stopil iz te lesene potke, se je izpod tvojih nog sigurno 2-3 zajčki so se razbežali in pa tudi, če sem hotel lepo Armaflex raztegniti, sem si mogel malo tiste bobke sčistiti izpod sebe. Tole je bila moja večerja. En tak paštel de nata, tele slavne portugalske slaščice, taka listnato testo, noter pa jajčna vaniljeva krema. Tole je pa že druga noč, že drugo prenočišče. Sem si ga pa našel pri mestecu, mislim, da Espošenda. To je eno tako letoviško mestece ob portugalski obali, zelo lepe plaže in pa zelo prijeten gozdič na drugi strani plaže. Tukaj sem uporabil svojo visečo mrežo, lepo raztegnil med 2 drevesi in preživel krasno noč. Ne vem, zakaj je ta slika tako zmazana, ampak malo za občutek, kako je izgledala to prenočišče. Trik viseče mreže je to, da je čim bolj našponaš. Če ni dobro našponana, pa ležiš noter takole zvit in potem hrbet naslednji dan ni vesel, sploh ko si moraš nadeti ruzak. Ampak če imaš pa lepo našponano, ali pa se spi kot dojenček. Tako, se pravi, hodiš potem čez ena taka, vsakih 15-20 km je ponavadi pride eno tako malo večje naselje. Zelo so lepa, Portugalska zelo znana po teh tlakovcih, belo-črni se menjavajo, vmes iz morja se izlivajo v morje, oziroma iz celine se izlivajo v morje reke, tako, ja. In pa v tistem času so se na Portugalskem glih dogajale volitve, pa bom imel, mislim, da tudi en posnetek malo kasneje prikazan, ki je meni en zelo zanimiv fenomen odkril. To je bila moja malca, enega prijatelja imam, ki je izrazito proti temu, da se sir je s konca, zato sem mu zelo z veseljem pošiljal slike iz tega potovanja. V resnici sem si ga narezal na kruh, ampak njemu sem pa poslal sliko ugriza, da je bil vesel. Tako, take luškane cerkvice, potem te spremljajo ob poti, zelo prijetne vasice, take ozke, kot pri nas na Primorskem, ozke uličice, kamnite hiške, tako zelo domače je bilo, istrsko.
Seveda nisi ta pravega kamina prehodil, če te ni vsaj enkrat dobil dež, tudi mene je tukaj malo naprej od Špošendeja dobil dež. Tako je, no, fajn popestritev iz tistega, da te neha sam pihati v glavo, da ti še dežuje v glavo. Vse preživi, jaz sem se kamina lotil. Preden sem šel, me je zelo skrbel predvsem to, da ne bi bil požuljen, ne? Ker vsi so mi rekli, kakšen to boš superge imel, to te bo vse požuljal. In potem sem razmišljal, kako bi zadevo rešil in sem sklenil, da bi se probal čim bolj brez obutve lotiti zadeve. Ne? Če imaš boso nogo, te pač nima kaj ožuljiti. In za tiste konce, kjer je pa pač bil teren mest, se pravi asfalt ali pa te tlakovci, to ni bilo tako prijetno, takrat sem si dal pa na noge šlape. Tako da mi tudi ni zadeva preveč premočila, ker pač šlapa se hitro posuši, plus krasna rešitev, jaz sem pogruntil za uno mivko. Velikrat hodiš po kakšni mivki in če pač imaš šlape, na koncu lepo noge stresaš, gre zadeva ven. Poti so zelo raznolike, velikih je tudi, se pravi, njihovi podeželski makadami, njihova dovozna pot na njive, je dostikrat takole tlakovana, vmes eni taki, jaz mislim, da so evkaliptusi, taka zelo zanimiva drevesa, tako da mi je bilo kar všeč. Tole je še eno od mestec, čez katere sem šel, ne spomnim se več točno, katero je, ampak mislim, da je zdaj tole posnetek teh volitev, Če se bo kaj slišal. Se sliši. Se pravi, takole imajo na avtih, imajo nameščene te loudspeakerje in pa celi avti so porisani s podobami teh politikov in potem se tako, kot pri nas zasadje pa zelenjavo, se vozijo po mestu in se pač derajo volte tega pa tega, včasih malo muzike, kakšni zvočni efekti. Dolg časa sem rabil, da sem ugotovil, kaj to je, pa sem pa en tak avto videl in sem je tako, zanimiva ideja. Evo, še malo tele obale in pa tukaj en posnetek moje večerje. Jedel sem jogurt, še en, ki mi je ostal, tako da lahko ga tudi preskočimo. Evo, s takimi puščicami je označena pot, so zelo napogosto, vsaj na tem delu nametane. Jaz sem se samo enkrat zgubil in še to zato, ker sem se z eno Slovakinjo zaklepetal. Ona je bila zelo taka furjasta, nič ni gledala pred sebe in jaz sem se pa tudi takrat zamotil, nisem gledal okrog in sem zgubil to pot, ampak se zelo hitro najde. Drugač pa na takole na kandelabrih so, na vogalih, včasih tudi na tleh ali pa na kakšnem robniku označene. Vmes pa so tudi na tistih delih, ki so že malo bolj, kako bi rekel, zrihtani. Imaš pa tudi že prav tako stebričke postavljene s takimi puščicami, pa majčkeno več mogoče malo kasneje. Vedno več se potem po poti, bliže ko si Santiago, vedno več se pojavlja tudi takihle spomeničkov, oziroma taki spomeniki so, taki simboli, ki pač kakšni taki smerokazi so, ali pa recimo potem bomo videli še, kako folk školjke obeša na kakšne ograjice, na kakšne križe, na kakšne take stvari. Vmes kakšen tak gozdiček prav pride, da človek lahko malo šlape sname. In pa en tak zelo lep mostiček je bil tukaj. Reke pa prav pridejo, če človek spi v grmovju, da se malo umiješ. Jaz sem s sabo vzel 2 majici, dvoje gat, dvoje štumfe, mislim, da, ker se vsak kilogram res pozna tukaj na poti. Imel sem powerbank in potem sem na par dni šel spat v en albergo, zato da sem si tam malo napolnil powerbank, pa da sem si malo oblačila na roke, tam prav v tušu, malo žajfe, pa malo podrgneš, pa se kar preživi. Tako da. Reke so pa pač bile za tuširati. Evo, potem še en tak zemljevid portugalskega kamina in pa en zelo luškan gozdiček z razgledom na eno tako tipično portugalsko cerkev, se pravi, take bele fasade so in pa potem kamniti zvoniki takole lepo obdani. Še ena, taka prijetna in pa takole pot vmes med temi po podeželju. Zelo prijetno, sploh na tem prvem delu, dokler se pač temu obalnemu kaminu ne pridruži še tisti, ki gre po notranjosti, tudi zelo malo ljudi srečaš. Mislim, da sem jih 5 na dan mogoče srečal na tem začetnem delu. Sem imel pa kar tempo, tako da sem jih v glavnem prehiteval, zjutraj malo potegnil, umiril kavico skuhal in pol šopal naprej.
Evo, tole je, mislim, da Viana do Castelo, eno tudi tako prijetno portugalsko mesto. Tukaj na vrh imajo eno tako romarsko središče gor postavljeno. Jaz sem si pa ta gozdiček ogledal predvsem zato, ker se mi je zdelo, da bi se dal kakšno fajn visečo mrežo tja obesiti. Sem si šel malo pogledati situacijo in se je izkazalo, da je tam strašno radi meščani sprehajajo pse. Tako da sem žal mogel iti malo naprej, sem si pa tudi ogledal center mesta, zelo lep, in pa potem po takih lepotkah nisem čisto pogruntal, kaj so te zidovi in pa te pregrade, ki so čez potko bile, ampak našel sem si zelo fajn prenočišče, ki je izgledalo takole. Se pravi, en tak tolmunček reke je bil in pa potem tukaj zraven, mislim, da bom zdajle tamle gor nekje sem spal. Zdaj pa bomo tukajle videli en krasen razgled. Sem rekel, da tukaj pa res moram spati, namreč tukaj dol, nisem bil primerno obut. Tukajle dol je tekel en krasen slap in potem po dolini naprej še ne 2, 3 par je bilo mlinov. Čisto po naključju sem na tole naletel, bila je tam ena tabla, sploh mislim, da ni bilo nič napisano, kaj je, ampak tista turistična zvezdica je bila in sem rekel, grem pogledat, kaj to je, če že zganjam turizem. In sem si našel krasno prenočišče na temle slapu, takole sem si raztegnil na eno skalo. Ni bila tako zelo udobna, ampak se je preživel. In pa zjutraj seveda tudi čas za obvezno umivanje. Srečal sem ene lokalne mulce, ki so se prišli sem kopati in sem rekel, krasna ideja. Tudi prijetno se je umiti v neslani vodi, ker prvih nekaj dni sem se v glavnem v morjih namakal, ki so precej mrzla, ampak evo, se je dal tudi zelo lepo skočiti v tale tolmunček. Ja, to je bilo septembra 2021, vse je še zelo lepo cvetelo, moja mama ima zelo rada rože, tako da sem ji tudi ene par slikc poslal. Ja, in še eno par slikc poti, kako to zgleda. Zelo spremenljivo, no, kar mi je bilo tudi izredno všeč. In potem počasi, ko se bliža konec Portugalske in meja Španijo, se pa obala malo spremeni, torej iz tistih peščenih plaž pridemo do enih takih zelo zanimivih skal, take zelo zlizane so bile. In ker sem vedel, da me bo naslednjih par dni pot počasi začela voditi proti notranjosti, sem rekel, tukaj izkoristim priliko, da naberem kakšno Jakobovo školjko. Za spomin ne boste verjeli, ampak to ne leži kar po plaži, kakor bi človek pričakoval, žal. Tako da sem si nabral, mislim, da sem ene 2 napolška, kakor pri nas na morju. In tamle se v odzadju hribček se že vidi Španija. Tukaj ločuje Portugalsko od Španije reka Minho, po kateri poteka meja, in pa zadnje mesto pred mejo je mestece Caminha. Meni zelo všeč. Po moje najljubše mestece na celem Caminu. Tukaj sem še tudi prvič spal v albergo in srečal sem precej drugih romarjev, s katerimi sem se pač prehiteval po poti. Šli smo na pijačko, zelo močne tele rum kole mešajo Portugalci, zato tudi malo zmazana slikca. Ampak tale je en Nemec, ki je imel približno podoben tempo kot jaz. Naslednji dan sva se srečala, oba majčkeno zmačkana in naslednji dan je bila tudi najdaljša etapa. Takole s čolnom se moraš peljati čez reko Minho. Načeloma drugače vozijo čez tudi trajekti, ampak imajo tak zanimiv urnik in sicer ob ponedeljkih ne vozijo in pa ob oseki ne vozijo. Ko sem šel čez jaz, je bil in ponedeljek in oseka, tako da sem bil pač obsojen na čoln. Pripeljete na drugo stran, v Španijo, premakne se ura, to je ribiška vasica A Guarda, čez katero sem se sprehodil, in pa takole so potem tudi na španski strani pa malo bolj fancy označen ta Camino, se pravi take table s puščicami, modra in pa rumena barva. Sta tukaj ta glavni. Pa sem pa srečal tega Nemca. Hodila sva, malo sva se zaklepetala, nisem naredil veliko slikc, naredil sem pa tole zelo zmazano sliko, sem kasneje ugotovil. Zato imam tukaj eno iz interneta, ki kaže, kako izgleda ta obala. Skratka, taka zelo strma. V glavnem hodiš gor po cesti, dol so pa potem tako se precej strmo spušča in pa te skale, vmes kakšna ribiška vasica. Je pa to zelo dolg odsek bil, mislim, da sem ta dan naredil, kar enih 45 kilometrov. Krasna stvar za mačka preganjati. Priporočam.
In pa ja, tudi domačini ob poti so izredno prijetni, vsi ti zaželijo Buen Camino, na španski strani, in pa Bom Camino na portugalski. Zelo veliki si jih da tudi takole na garažo, recimo tele Jakobove školjke, pa malo puščice. Tudi romarji med sabo se potem z Buen Camino pozdravljajo, kakor pač si zaželimo srečno pot. Zelo velikih ima tudi kakšna ugodna prenočišča, veliko teh gostiln ob poti ima kakšne romarske menije, kjer se lahko človek lepo za užiten denar tudi naje. Sicer pa tukaj, to je že pokrajina Galicija, v Španiji, zelo dobra morska hrana, sploh znane kakšne hobotnice. Tole je pa mesto Bayona, kjer sem srečal edinkrat enega Slovenca na poti, sicer pa mesto znano po tem, da je sem, ko se je vračal iz Amerike, se pravi prvič naletel na obalo nazaj Krištof Kolumb in je to prvo mesto izvedlo za njegova odkritja. Takrat je mislil še Indije. Tukaj je en tak zelo lep most, ki je pač kar tam vmes med hišami, uporabljajo ga pa spet za malo pse sprehajati. Mislim, da je celo rimski most iz rimskega časa, zelo lep. Takole čez take vasice potem hodiš in potem se počasi ločiš od morja. Tak zelo lep razgled je tukaj dol, tale galicijska obala, taka zelo globoko se taki zalivi zajedajo in pa potem so v glavnem zaščiteni takole s takimi otočki, skratka zelo dobro za pristanišča postavljati. In kjer je fajn za pristanišče, je fajn tudi za veliko poselitve, zato te včasih pot pelje tudi takole pod kakšnimi avtocestami, čez kakšne industrijske cone, ampak tistega nimam toliko poslikan. In tukaj tudi glavno pristanišče, mesto Vigo, znano po, jaz sem tukaj mogel iti na sladoled, zaradi tega, ker imamo v Ljubljani ta Vigo sladoled, in sem rekel, moram je to Vigo, to en sladoled probati, bil je dober. In pa seveda ne gre brez enega pirčka zvečer v hostlu, tle pa nisem šel grmovje spat, ker ga ni bilo, žal. Takole, ko zapuščaš Vigo, torej razgled dol na ta zaliv, en zelo lep most je tudi tukaj čez ta zaliv speljan, tako krasni razgledi so dol, žal pa je zelo veliko poti te vodi čez mesto. Opazil sem tukaj pol po poti tudi ene take hiške na stebrih, zelo visoko postavljene in imele so špranje noter. Dolgo časa sem študiral, kaj bi to bilo, na koncu sem sklenil vendarle pogooglati in izkazalo se je to, da je to v bistvu njihov kozolc, taka kamnita bajta z vmes malo špranjami. To so tiste školjkice obešene, izgleda malo cigansko v resnici, ampak je pa taka krasna simbolika. Vsak pusti eno školjkico iz ruzaka, lahko si tudi kakšno vzameš za naprej za na pot. Še en krasen most čez en zalivček. In pa še iz drugega zornega kota. Evo, poskus moje umetniške slikce, senca z ruzakom. In pa tukaj potem še par teh betonskih oznak. Na španski strani je potem te spremljajo po poti take oznake, kjer je pa tudi napisano od spodaj, koliko je kilometrov še do Santiaga, tako da skozi gledaš in hodiš eno uro in ugotoviš, nisi prav bistveno bliže in pa si malo žalosten, ampak vse preživi. Tole mestece Pontevedra, zelo prijetno mesto, šel sem en krog, par lepih cerkva, meni zelo všeč tale, ki pač stoji kar tam sredi enega trga, porušena, brez stropa, brez sten, sam še tale je ostala. Mislim, da so celo igrala noter. Lepo zgleda. In pa tukaj ena oznaka za še eno od teh podvariant portugalskega kamina, torej variante espiritual, kaj poduhovljena varianta. Po zgodbi naj bi torej svetega Jakoba. Sveti Jakob je oznanjal krščanstvo po Španiji, po Portugalskem in potem se je pa vrnil v Judejo, kjer je bil potem obsojen na smrt, umrl mučeniške smrti in njegovi učenci naj bi potem njegovo truplo naložili na ladjo in potem naj bi morski tokovi sami to ladjo nosili nazaj proti Španiji in tukaj v Galiciji noter v en zalivček po reki navzgor do mesta Padrón, do kjer ga še pridemo, kjer so potem je ladja pristala, so njegovo truplo naložili na rame in so ga odnesli do tam, kjer je danes pokopan, torej do Santiaga de Compostela. Potem se pa dolga leta ni vedelo, kje ta njegov grob je.
In potem je pa okrog leta 800, mislim, da eden od tam živečih pastirjev uzrl, kako se tam nek meteorski dež ali kako te zvezde letijo tja na eno mesto, in potem je to povedal škofu. Škof je sprožil iskalno akcijo in so potem končno našli grob svetega Jakoba. Zato torej Santiago de Compostela, Compostela pomeni polje zvezd. Taka je zgodba v imenu, in tukaj se torej lahko ukrcaš na eno ladico, ki te potem, oziroma najprej greš čez hrib, po tej varianti je spiritual, potem se pa tam ukrcaš na ladico, ki te potem po reki gor pelje do Padrona, kjer se potem izkrcaš in zadnji dan peš do Santiaga. Lepi vinogradi so tukaj ob poti, pri njih se je takrat že začela trgati. Tukaj je en zelo luškan starejši parček, se takole vozil je možakar svojo ženo odzadaj na parkolci skupaj s sodi grozdja. Je pa fajn, da si tudi človek kakšnega utrga pa nabere. Tukaj se potem tudi začnejo razni napisi, kot recimo Galicia is not Spain, se pravi Galicija ni Španija. Zelo so ponosni na to lokalno identiteto svojo, imajo tudi jezik, ki je namešanca med portugalščino in španščino. Žal se tudi govori bolj kot ne samo še na podeželju, v mestih bolj kot ne španščina. So pa tudi tukaj do določene mere težnje po odcepitvi od Španije, kar izražajo potem s takmile grafiti. To je bila slikca za mojo mami, dve simpatični Američanki, mama pa hčerka. Mislim, da so šli s kolesi na Camino. Če hočeš, da se ti Camino šteje, moraš, mislim, da vsaj 100 kilometrov narediti ali peš ali pa s kolesom, in potem, da dobiš tisto potrdilo na koncu. Lep sončni zahod je bil tukaj. In pa tale slikca, pa mislim, da je že mesto Padron. Všeč mi je bila spet industrija tamle ob reki. Težko si je predstavljati, kako so z ladjo karkoli sem pripeljali, ker je bila voda tukaj zelo nizka, do kolen mislim, da je bila. Sem si pa našel en zelo prijeten hostelček tukaj za prespat. In pa potem naslednji dan sem pa sklenil, da bom štartal zgodaj zjutraj, zato ker sem nekje na netu prebral, da ob 12. V cerkvi poženejo tisto slavno santiaško kadilnico. Imajo eno tako zelo veliko kadilnico, ki je s stropa cerkve obešena, in jo, mislim, da je njih 6 ali 8 ljudi jo more poganjati, tam na štrik se obešajo, in da to je samo ob 12. pri maši. Zato sem zgodaj zjutraj štartal, imel sem enih 5-6 ur hoje do Santiaga. Tako da še po temi. Šel sem potem po takile gozdni potki, in pa ni se mi nikoli pot vlekla, ta zadnji dan pa ja. In tukaj sem, mislim, malo se slabo vidim, ampak tukaj v ozadju potem prvič zagledaš Santiago, tako malo obris tistih dveh zvonikov cerkve, in potem zadnjih par kilometrov mala malca po mestu, in pa evo me pred tole slavno katedralo. Prišel sem, mislim, da ob 11. tja, in sem bil super, ujel bom tisto mašo ob 12. videl bom to kadilnico, ampak žal je bila korona še zmer, in mislim, da je šlo k maši lahko samo 150 ljudi ali nekaj takega, tako da nisem žal prišel na svoj račun. Sem pa potem tukaj malo posediš in je zelo zanimivo pozvati te ljudi, ki prihajajo iz vseh različnih smeri v Santiago in se pol tukaj slikajo, si čestite, se objemajo. Tako, ja, tukaj sediš, spremljaš, v bistvu je bilo kar dolg cajt, ampak presenetljivo ni. Tako, cerkev noter precej veličastna, taka vse v zlatu, in pa tukaj iz stropa mečken se slabo vidi, ampak je obešena tale velika kadilnica srebrna. Mislil sem, da bo večja, kakor je bila. In pa ni se nič kadili iz nje, tako da sem bil malo razočaran. Evo, še od mečken bližje. Ja, zgodba je taka, da kakor jim je bilo tudi nobel narediti eno tako veličastno kadilnico, kakor pač znaka te pomembnosti mesta, ki je bilo takrat tretje najpomembnejše romarsko središče za Jeruzalemom in pa Rimom, ne bi bila pa tudi, ne bi pripomoglo k temu tudi to, da je bilo pač v cerkvi tisoče prešvicanih romarjev, in če si to kadilnico pognal, se je vsaj malo dal zdržati tukaj noter. Privoščil sem si eno fajn kosilo, se pravi tudi tukaj zelo znana galicijska hobotnica, rekel sem moram, in pa če že nisem na plaži našel nobene Jakobove školjke, sem rekel, bom pa eno si naročil, pa pač plunil pol ta
Ja, školjko, šel sem splakant in je bila čisto v redu za naruzek. Takole pa potem še razgled na cerkev iz druge strani. Taka tipična španska jed churrosi, malo s čokolado, tak pohan testo s cukrom posut. Ja, tle sem si potem rekel, da sem si zaslužil nagrado, lahko malo sladkega. Ja, in pa še večerna slika Santiaga. Potem je pa navada, da romarji ponavadi pot nadaljujejo še do Finistere, to je pa eno mesto, se pravi na obali, Santiago 2-3 dni hoda v notranjosti, Finistera pa potem pomeni konec zemlje, in ponavadi romarji potem potegnejo še ta 2-3 dni do tja. Jaz tega časa nisem imel, ker sem vmes pogruntal, da si moram počasi kupiti kakšno letalsko karto, da bom šel domov, ker sem imel samo v eno smer kupljeno karto. In če sem hotel dobiti vsaj približno ugoden let, sem si jo mogel kupiti za 2 dni naprej in nisem imel časa potem iti do Finistere. Hotel sem iti potem z avtobusom, tudi z avtobusom se ni šlo, ker sem čakal 2-3 ure v vrsti za ono potrdilo. Ne bi verjel, koliko časa to uporab človek. Ampak potem sem sklenil, sem šel z vlakom v mesto A Coruña, ki je pa na severni španski obali. Eno tako pristanišče, kjer sem potem še malo šetal okrog, ker ni bilo dosti hoje in malo cajt zapravljal. Zvečer ob povratku še ena slika nočne katedrale, večerica, krasne dagnje na Buzaro. Priporočam, spravljam, da imam lokacijo, če bo kdo šel, povejte. In pa potem z avtobusom nazaj v Porto, se pravi vso to pot, ki sem jo prehodil, sem potem še iz avtobusa nazaj grede si ogledal in potem vkrcanje na letalo za domov. To je to. Moja zgodba Kamina. Zdaj pa vas vabim, če ima kdo še kakšno vprašanje, sicer pa vas povabim tudi na agencijsko spletno stran, ker nekaj potovanj imamo v te kraje, Portugalska, Španija, lepe ture. In pa imamo tudi taka aktivna potovanja, če koga zanima, se zdaj kar mečemo v to, kakšne take zanimive aktivne počitnice, kjer tudi hodimo. Tako da, ja, mislim, da se kar povezuje s tem tudi to. Zdaj pa vprašanja. Hvala lepa za pozornost in pa ja, akcija.